Peace out, motherfuckers! Podprta šipa. Zjutraj, danes bo zanimiv dan. Gremo v Barcelono, tja me je povabil Lexus, avto se imenuje pa, pazi zdaj, UX. Ne ful velik, mal dvignen, pa prav je delušten. Bomo videli. Welcome, sir. Thank you. Začetek dneva je kar soliden čin. Avto nam bojo, pa tako pravijo, tudi kmalu pokazali. Povedal sem že, da gre za Lexusa UX. A veš, UX je Lexusov prvi kompakten terenc, ampak se mi nekako zdi, da ne bomo prevelikih problemov, da bi od ostale konkurence mal odstopal. A veš zakaj? Torej, že videl slike tega avtomobila, ve, da zgleda precej ostro, kot vsi ostali sodobni Lexusi. Zdaj pa mislim, da so pripravili nekaj za jest pa za pit, pa lepo čas, da se gremo pelat. No, tako z bratom atmosfercem sva končno dobila v roke listek, na njem piše, kjer avto bo vozila. Evo ga, točen tega. Ta avto bo, tako kot recimo RAV4, na voljo ali s prednjim ali pa štirikolesnim pogonom. V obeh primerih gre valjda za hibrida. To ne vem, kako se imenuje. Nič ne vem. We are stupido. What is this? It's a car. But what about else? I don't know. Crossover. Naredila sva mogoče 2 ali pa 3 kilometre. Ta prva stvar, ki jo ne moreš zignorirati ali pa zgrešiti, kabina je ful tiha. Še ena stvar sem opazil, veš, ta avto ponuja vozne programe v stilu Lexusa s tole ročico tukile, ampak ne glede na to, ali imaš v Eco, Normal, Sport ali pa Sport Plus, tako je jasno, da ta avto ni športen. Tega od njega tudi ne zahtevamo, zato ker cilja na vse prej kot to, na udobje, na umirjeno vožnjo. Veš, ko imaš volan na sredini, pa preden zagrab, pa ti začutiš avto, kam on hočno natančno, pa pizda. Stari, umir se. Ta avto hoče biti spa na 4 kolesih. Moraš ti spremeniti način. In veš, ko se voziš umirjeno, vidiš to. Je pa res, da te hoče po en stran grafika malo napeljati v športno vožnjo. Daj poglej, kako tole zgleda, no? A ni res? No in pa, ko se vpelješ v ta feeling, v ta umirjen flow state, ki pride skupaj s tem avtomobilom, pa opaziš še par drugih stvari. Vse skupaj je zelo smooth. Volan, stopalka za plin, pa zavora, vse tako lepo mehko, easy. To takšnemu avtomobilu fejst paše. In to ta avto pa zdaj še vedno niso naredile več kot 10, 15, ali pa mogoče 20 km, res obvlada. No tako, pit stop številka 1. Na en način je malo dobil na svojo stran, ker ponovadi skozi gledava, kje bo kakšen ovink malo hitrejš zapeljala. Konec koncev tudi ta avto svojo agresivno pojavo malo napeljuje k temu, ampak posla se pa zalotila, da se z največjim veseljem peljava v easy, počas, v tišini, pa v odličnem udobju. Fajn nama je bilo, toliko fajn, da predstavljali si to, da ko smo nabasala na kakšen tovornjak, pa se res počas pelil, nama je bilo fajn. Mi dva uživava, malo ven pogledaš, malo klepetaš, zato je ta avto narejen. Predvsem pa ta talent je tudi zelo izrazit, UX, pa mestna džungla, tam se pa najboljš počuti. Šta so pa te hibridi, ne? Zakaj ni V12, ali takoj veš, ok, gremo. Peace out, motherfuckers! Podprta šipa. Meni se je odpeljalo. Novinsko klet smo si pogledali, pa je huge. Stari, če je bilo 10 milijonov dost, pa ne vem, če je bilo, da so tole naredili. Ni pa une erotike, kot v Brdih, ne? A? Ni, stari, kad ti vinar pride, pa ti odpre sod, pa takole zajame tisto grozdje, kaj je gor na vrh, pa ti reče, le, iz tega je to narejen, pa ga tako stisne. Vse imajo, pa ogromni manjka. Žmohta nimajo. Ja. Evo, na letu sem še na en zanimiv podatek govoril o zmetenju. To, da je avto ful udoben, to sem recimo že povedal, zdaj pa the system can se razumel. Pravzaprav ima blaženje 650 različnih stopenj. Damping force is reduced at low speeds and increased at high speeds. Integrated functions including roll posture control, anti-pitch control, repercussion control and roughness sensing control adapt AVS performance to all road surfaces and driving dynamics. I'm a scat man! Kaj smo zdaj rekel? Jaz polčasa ne vem, kva govorim. Zdaj pa tako, preden se začne naslednji dan, preden povem več o avtomobilu, o dizajnu, o kabini, o varnosti, o tehnologiji. Brat,
To mi deli. Zdravo. Ok, prešaltamo na naslednji dan, včeraj zvečer se je pa zgodila še tiskovka, valjda smo izvedeli kup uporabnih stvari, pičimo dalje. Tukaj v drugi vrsti je tako, kar se prostora tiče, za glavo ga je kokar češ, mislim, res ga je dost. Za kolena ga je dost, če se Ciril usede za Cirilom, to se pravi 1,75 m tamle, pa enaka višina tukaj. Če pa spredi sedi Kapetanovič, not so much. Je pa še nekaj res, ne? Stari, koliko že ti visok? 95. 95. He's an animal! Pit stop. Ok, zdaj pa stvari, ki jih v UX-u še nisem povedal, pa se mi zdi, da jih nujno moram. Za začetek, pri nas bodo kupci v veliki večini napadali hibride, bo pa sicer na voljo tudi 2.0 bencinar in s tem se bo UX potopil tudi pod ceno 30 jurjev. Osnovni hibrid bo pa 33.950, pa še en podatek, ki je tudi nas malo presenetil. Konc tega leta pride na trg tudi prvi all electric, to se pravi čist električen Lexus in to bo raven tale UX. Lexus pravi, da bo dosega tam 350 km, zmogljivost, kapaciteta baterije bo 53 kWh, pa elektromotor bo na sprednji kolesni par prenesel 204 konje. Mogoče še en detalj, ki je meni posebej všeč. Veš, tele ta zadnje luči izgledajo precej specifično. Vidiš tole? Mislim, ne samo, da so vizualno izredno zanimive, Lexus pravi, da imajo tudi eno tako zelo uporabno funkcijo. Veš, ko avto reže zrak, ta prepotuje na tak način, sem zadnji, pa gre pa tukaj vmes, avto blago potiska k tlom in tudi na tak način, pa ne samo v vinkih, tudi drugače poskrbi za malo dodatne stabilizacije avta. Drugače pa kar se na splošno kabine tiče, tukaj pomislekov ni. Mislim, ko prije do materialov, do sestavljenosti, do kakovosti. Česarkoli se tvoji prsti dotaknejo, je občutek prijeten. Sam so res ful fini materiali, veš? Je pa nekaj drugega tudi res. Specifičnost postavitve stikal. Tukaj Lexus odstopa od tega, kar smo ponovadi vajeni od Evropejcev. Enim to ustreza, enim pa ne. Ene stvari je lahko najdeti, ene pa ne. Mogoče sam en primer. Dobro, radio daš lahko na glas pa potihem z 2 tipkama tukaj. To je jasno, pa vsem poznano. Ampak pol ima pa ponovadi avto še kakšno tipko tukaj, ne? In ne veš, kam je Lexus dal? Tukaj spodaj. Lega, ta kolešček. Je mal nenavadna lokacija, a ne da je? Ok, zdaj pa sam še eno stvar omenim. A veš, kaj je sashiko? To je pravzaprav tradicionalna japonska tehnika šivanja. S to tehniko recimo šivajo tudi kimone za judo, naprimer. Ampak Lexusovi mojstri so jo izkoristili tudi, ko so šivali zice. Vidiš to? Lej, takole zgleda in moram reči, da uživajo vse skupaj kar impresivno. Pa še en detalj se mi je dosti posrečen zdel, recimo, da brisalci brišejo sprednje steklo, pa greš ti ven ali pa v avto in ko avto pogrunta, da si ti zagrabil kljuko in da odpreš vrata, se ustavijo, zato da bi ne bi tebi vode špricnili direkt v ksiht. Very smart.